10. maj 2025. Ta plezalec odpre oči na višini 1860 metrov v severnih kaskadih v Washingtonu. Ne ve, ampak bil je nezavesten 3 ure in pol v mrzlem, zmrznenem snegu. Njegova lobanja je počena, rebra zlomljena in tekočina mu izteka iz ušes. Pogleda gor in vidi telesa svojih plezalnih prijateljev, prepletena okoli njega v vrveh, s čeladami in opremo raztresena okoli njih. Eden od njih je svoji ženi tisto jutro, preden je odšel, pravkar rekel, da jo ima rad. Zakliče njihova imena, a ni odgovora. Kar se je zgodilo potem, je skoraj neverjetno. Dobrodošli v Extreme. 10. maja 2025 so 4 prijatelji zapustili parkirišče ob cesti SR20 v severnih kaskadah v Washingtonu, približno ob 60 zjutraj. Njihov cilj tistega dne je bil North Early Winter Spire, gora, ki se dviga 2375 metrov nad morsko gladino s približno 300 metri tehnične plezalne stene, ki se dviga nad dnom doline. Nahaja se približno 26 km zahodno od majhnega mesta Mazama. Eno od teh ekip je vodil Vishnu Irigi Reddy. Star 48 let in prvotno iz Indije, je Vishnu iz nič zgradil kariero in postal podpredsednik za inženiring v podjetju Fluke Corporation v Everettu, Washingtonu. Bil je odličen vodja ekipe, ki je oboževal plezanje, in to je počel že vrsto let. Svojim sodelavcem v službi je veliko pripovedoval o plezanju. Ko je skupina potrebovala nekoga, da prebere smer, oceni razmere ali sprejme odločitev pod pritiskom, je bil to Vishnu. Poleg njega po izkušnjah je bil Tim Ven, 63-letni vietnamsko-ameriški plezalec iz Rentona v zvezni državi Washington. Tih in zanesljiv, ni se potreboval izpostavljati. Preprosto je vedel, kaj mora storiti. Med njim in Vishnujem je imela ta skupina vse potrebne izkušnje z gorami. Večkrat so skupaj plezali že prej in bili dejavni na planinskih družbenih omrežjih. Druga 2 moška sta bila manj izkušena, vendar nista bila začetnika. Alex Martinenko je bil 36-letni ukrajinski priseljenec, ki se je skupaj z ženo Olgo preselil v pacifiški severozahod kot uresničitev njunih skupnih sanj. S tehničnim plezanjem se je začel ukvarjati šele približno leto dni pred tisto soboto. Tistega jutra, preden je odšel, je ženi rekel: "Lepo noč, ljubim te." In končno, Anton Telik, 38-letni programski inženir iz Seattla. Imel je 13 let izkušenj s pohodništvom, vendar precej manj izkušenj s plezanjem z vrvmi. A bil je v varnih rokah, ali pa je vsaj tako mislil. Ti 4 moški so vodili skupino Paddle Outdoor Adventurers, skupino za pohodništvo in plezanje. Na papirju niso imeli skoraj nič skupnega, različne starosti, različne države, različne kariere. Ampak veste, kako je z določenimi skupinami prijateljev. Srečate se in nekje na poti leta in različna ozadja preprosto niso več pomembna. Tako je bilo tudi pri njih. Ob koncih tedna so se srečevali, da bi pozabili na delo, življenje, odgovornosti in se preprosto družili. Prej so že opravili lokalne vzpone, se postopoma prebijali na zahtevnejša območja in zgradili tisto zaupanje, ki ga lahko ustvariš le, če si z nekom privezan na vrvi na steni. Ta poseben vzpon je bil le še en vikend izlet, priložnost, da se odklopijo, pogovorijo in osvojijo novo smer. Soboto so izbrali namenoma, da bi se lahko do večera vrnili domov in v nedeljo praznovali materinski dan s svojimi družinami. Ob 6:10 zjutraj so si nadeli nahrbtnike in se podali v temo. Gora leži na 2365 metrih nadmorske višine, vendar niso plezali vse te višine navpično. Pot se dejansko začne z brutalnim strmim vzponom skozi snegom zapolnjeno dolino, samo da prideš do vznožja gore. Pravo plezanje se začne nekje, kar imenujejo zgodnjezimski kuloar. To je oster ozek žleb iz ledu in kamnin, ki vodi naravnost navzgor po tej ogromni, 330 metrov visoki navpični steni naravnost do vrha. Načrt tistega dne je bil, da se te stene lotijo v 2 navezah. Vsaka naveza bi se premikala privezana skupaj, pri čemer bi ena oseba napredovala, druga pa bi držala vrv, da bi v primeru zdrsa partnerja hitro ujela. Še preden se je vzpon sploh začel, je imela skupina nujne težave, s katerimi se je morala soočiti. Eden od plezalcev je prišel v turnih smučarskih čevljih namesto v pravih alpinističnih čevljih. To je tako, kot da bi se na maratonu pojavil v teniških copatih. Drugemu je manjkala ustrezna jakna za temperature, ki bi jih čakale višje na gori. To so bile manjše težave, zato so se odločili, da se hitro povzpnejo, preden sonce vzide in se greje led.
Če bi se dovolj hitro vrnili nazaj, vse to ne bi bilo pomembno. Toda gora je bila tisti dan pravzaprav najslabša izbira za hiter vzpon. Poglejte, vodnik za to pot vsebuje posebno opozorilo. Te poti nikoli ne smete poskušati prehoditi v toplem vremenu. Meža zmrzovanja mora ostati pod 1500 metri. Izvedljivost celotne poti je odvisna od mrzlega, zamrznenega snega, ki drži vaše dereze, in zamrznenega ledu, ki sprejme kovinske sidra, na katera pripnete svojo vrv. Ko temperature narastejo nad ledišče, sneg postane mehak in moker. Led popušča in sidra, oprema, od katere je vaše življenje dobesedno odvisno, postanejo nezanesljiva. Nažalost je bil 10. maj 2020, spet vroč dan. Zadnja temperatura pod lediščem na tej nadmorski višini je bila 55 ur prej. Temperatura prejšnje popoldne so dosegle 53 stopinj. Med samim vzponom pa so se ves dan gibale med 40 in 45 stopinjami. Tako je bil sneg pod njihovimi čevlji mehak in moker. Skale so bile spolzke zaradi kapljajoče vode. Kovinski ledni vijaki, ki so jih prinesli za vijačenje v trdno zamrznjen led za ustvarjanje sidrišč, pa so se iz mehke brozge izpulili, še preden so prišli na polovico poti navzgor. Dopoldneva 10. maja so bili 4 moški daleč od mesta, kjer so nameravali biti. Mehak sneg in mokra skala sta jih strašno upočasnila in po 6 urah plezanja vrha ni bilo nikjer na vidiku. To je bila resna težava, saj je priporočena ura obrata na takšnih poteh med poldnevom in 13. uro. Ker jutranji mraz ohranja sneg na gori trd in sidrišča stabilna, popoldne pa prinese toploto, ki sneg tali, kar pomeni, da je sestop veliko bolj nevaren. Toda Anton in ostali so nadaljevali s plezanjem. Iskreno ne vem zakaj. Morda se je po urah na tej gori, ko je bil vrh tik nad njimi, obrniti nazaj, zdelo kot izdaja vsega, kar so že vložili. In iskreno, ko te prevzame zanos trenutka, je lahko tveganje hitro upravičiti. Samo skloniš glavo in si rečeš, hej, to bo odlična zgodba za vnuke. Ure so se vzpenjali po zlebu. Težko je razložiti, ampak v tisti veličastni gorski tišini začutiš prav poseben mir. Ves preostali svet preprosto izgine. Ne razmišljaš o službi ali stresu vsakdanjega življenja. Edini zvok na tej gori je bil škripanje deres po ledu in ritem njihovega dihanja, ko so se vzpenjali. Ob 17:30, po 11 urah hoje in plezanja, so se končno povzpeli do počivališča, imenovanega Noč, na približno 2250 metrih nadmorske višine. Premagali so približno 270 metrov te stene. Pravi vrh, ki so ga želeli doseči, je bil le še 60 metrov nad njimi. Ta razdalja se ne zdi kaj dosti, kaj ne? To je krajše od mestnega bloka. Toda pri tehničnem alpinističnem plezanju bi bilo od teh zadnjih 60 metrov najtežje plezanje tistega dne, ker bi bili popolnoma izpostavljeni na odprti navpični steni. Pod njimi bi bil samo zrak in žleb, skozi katero so se pravkar povzpeli. V toplih, mokrih razmerah z utrujenimi rokami in mehkim snegom, ki ne drži deres dobro, bi lahko tistih 60 metrov zlahka vzelo še 2 ali 3 ure. Toda niso imeli 2 ali 3 ur. Začel je padati rahel sneg, dnevne svetlobe je skoraj zmanjkalo, doma pa jih je čakala tista obljuba za materinski dan. Ne želiš preizkušati, kaj ti lahko naredi sestop po resni alpinistični smeri po temi. Višnu je bil preveč izkušen, da bi naredil tako napako, zato sta se odločila, da se obrneva pri tisti škrbini, ne da bi dosegla vrh. Ker na koncu dneva ni pomembno, če prideš na vrh, če ti ne uspe priti tudi dol. Želela sta dejansko preživeti, da bi lahko sama pripovedovala zgodbo svojim vnukom. Imela sta 2 načina, kako priti dol. Lahko bi prečila na zahodno stran gore, na zadnjo stran, kjer so prejšnje plezalne skupine že namestile fiksna sidrišča v skalo. Kot da bi zagrabil že zgrajeno lestev, se pripel, spustil, našel naslednjo postajo, se spet pripel vse do dna. Ali pa bi se lahko spustili naravnost nazaj po zgodnjem zimskem žlebu, po točno istem, strmem, mokrem žlebu, po katerem so pravkar plezali 11 ur navzgor. Odločitev je bila hitra. 2 dni pred tem vzponom sta dejansko razpravljala o poti sestopa in odločila sta se, da bosta ostala pri zgodnjem zimskem žlebu. Ni težko razumeti, zakaj. Poznala sta teren in ga že videla, zato ne bi bilo presenečen.
Preden sta začela sestopati, sta naredila eno pametno stvar. S prijateljem doma sta se povezala prek satelitskega komunikatorja InReach in mu poslala sporočilo. Tukaj je najina GPS lokacija, odhajava dol. Za vsak slučaj. In tukaj se prava zgodba začne. Sestop po resni alpski smeri ni enak kot vračanje po isti poti. Plezalci ne hodijo preprosto dol, ampak se spuščajo po vrvi in to poteka takole. Plezalec mora najprej napeljati vrv skozi sidrišče, ki je pritrjeno na steno nad njim. Nato se nasloni nazaj v praznino in se spusti po steni, pri čemer hitrost nadzoruje s pomočjo zaviralne naprave, pripete na njegov plezalni pas. Ko dosežejo konec vrvi, se ustavijo, poiščejo mesto v skali in naredijo novo sidrišče. Potegnejo vrv dol z vrha, jo napeljajo skozi novo sidrišče in se ponovno spustijo. Spust za spustom, sidrišče za sidriščem, vse do dna. Ker je postajalo pozno, so Anton in ostali združili moči v eno ekipo 4. Čas jim je zmanjkoval in če bi ostali v 2 ločenih ekipah, bi morali na vsaki postaji postaviti 2 različni sidrišči in upravljati z 2 različnima kompletoma vrvi. To bi trajalo celo večnost. Z združitvijo so se lahko vsi 4 plezalci spustili po isti vrvi in se na vsaki postaji zanesli na isto sidrišče. To je bistveno hitreje, vendar prinaša strašljivo tveganje. Vsa 4 življenja so odvisna od ene same kritične točke. Če to eno sidrišče popusti, padejo vsi z njim. Začeli so se spuščati po istih vrveh, ki so jih prej uporabili za plezanje. Prvi 3 spusti so potekali tako gladko, da je Anton verjetno že sanjal o domu. Toda pri 4. spustu je prvi plezalec, ki se je spustil, dosegel konec vrvi, iskal po steni nekaj, na kar bi se lahko pritrdil, da bi lahko nadaljevali s plezanjem, a ni našel ničesar. Kamen je bil popolnoma gladek. Niso mogli najti niti enega varnega mesta, kamor bi pritrdili svojo opremo. Ni bilo nobenih izbuklin, okoli katerih bi lahko ovili zanko. Eden od 3 fantov se je spustil po vrvi, da bi iskal skupaj z Antonom, vendar nista našla ničesar. Poročila niso natančno navedla, kdo je bil to, vendar je bilo logično, da je bil to Višnu, saj je bil najbolj izkušen. Predstavljaj si to, če lahko. 2 izčrpana moška stojita v skoraj popolni temi, z naglavnimi svetilkami, ki z ostrimi snopi svetlobe režejo po mokrem granitu, mrzlično otipavata in preizkujeta steno, iščeta karkoli, kar bi lahko zadržalo vrv. Ker vsak spust po vrvi potrebuje sidrišče. Brez sidrišča pa ni poti navzdol. Braz Jima je prehajal skozi kožo. Čas se je iztekal. Potrebovali so, kako se stopiti z tega dela gore. Tim se je premaknil navzdol, da bi se pridružil iskanju na nasprotni strani stene, ko je njegova roka v skoraj popolni temi naletela na nekaj znanega. Bil je piton, kovinski klin približno velikosti velikega žeblja, ki so ga plezalci uporabljali za ustvarjanje sidrišča. Tega je namestila neka neznana plezalna skupina in ga tam pustila. Bil je star, izpostavljen vremenskim vplivom in zarjavel. Nihče ni vedel, kako dolgo je že tam ali kako globoko sega v skalo. Po vsem, kar jim je stena odrekla, se je tisti zarjaveli piton zdel kot odrešitev. Tako so se vsi 4 zbrali na tisti točki, namestili 2 zanki in vijačno uponko skozi uho pitona. Prvi plezalec se je varno spustil. Tako tudi drugi. Tretji je bil na poti navzdol po steni, ko se je to zgodilo. En trenutek se je previdno spuščal po steni. Njegova teža je popolnoma obremenila vrv, kjer se je klin preprosto izpulil iz stene kot razmajan žebelj, ki zdrsne iz luknje, ki je izgubila oprijem. Ni bilo nobenega opozorila in ker so bili vsi 4 moški privezani na isto vrv, na isto sidrišče, je s seboj potegnil še vse ostale. V tistem delčku sekunde so vsi 4 plezalci drseli, se kotalili, mahali z rokami in se zaletavali skozi sneg in skale še dodatnih 120 do 150 metrov. Dokler se niso povsem ustavili nekje spodaj v grapi, kjer so predtem ure previdno plezali. NATO tišina. Popolnoma grozljiva tišina. Okoli 22. ure so se Antonove oči odprle in prva stvar, ki jo je začutil, ni bila bolečina. Bilo je mrzlo, skorajda neznosno mrzlo. Glava mu je utripala v ritmu, ki je spominjal na udarce kladiva. Segel je z roko proti obrazu in začutil nekaj mokrega in lepljivega. Rebra so mu pošiljala ostre, boleče sunke po celem telesu. Bi mu noge še delovale? Ni imel pojma. Poklical je svoje prijatelje. Višnu, Tim, Alex, vstanite.
Stresel je vrvi, v kateri je bil zapleten in čakal na stok, dih, kletvico, karkoli. Ni bilo ničesar. Anton je bil ranjen moški, ki je pravkar padel 120 metrov po zapuščeni gori in izgubil vse 3 prijatelje. Brez naglavnih svetilk, nobenega živega prijatelja v bližini. Ni imel načina, da bi svetu sporočil, da potrebuje pomoč. Ni visel v zraku, a tudi pristal ni na ravni, varni polici. Ležal je po strani, na strmem, spolzkem pobočju globokega, težkega snega. To je bila edina stvar, ki ga je zadrževala, da ni zdrsnil še nižje po gori. Bilo je popolnoma srhljivo tiho. Ker so bili ujeti v tem ogromnem kamitem žlebu, je gora preprosto požrla vsak zvok. Ko je Anton zaklical v temo in ni dobil nobenega odgovora, je spoznal, da ga, ne glede na to, kako glasno bo kričal, nihče ne bo slišal. Ni bilo mimoidočih pohodnikov, nobenih nočnih plezalcev, avtocesta pa je bila predaleč. Če bi zakričal, bi gora preprosto pogoltnila zvok. Da bi preživel, je imel samo eno možnost. Moral se je razplesti, nekako ustati in se spustiti po gori. Večina ljudi, ki bi se znašla v takšnem stanju, bi legla nazaj in preprosto pustila, da jih podhladitev premaga. Kar je Anton naredil namesto tega, je skoraj neverjetno. Vstal je. Ni vedel, ali ga bodo noge držale, a so ga komaj. V temi je preiskal razbitine okoli sebe, dokler ni našel kovinski klin, približno velik kot manjša sekira, namenjen za zabijanje v zmrznjena tla. V bistvu je bil to ročni klin, ki ga je lahko zabil v trdi led in se fizično vlekel naprej. Prijel ga je v roko in z ničemer drugim kot z gravitacijo, ter s tistim, kar je še ostalo od volje njegovega telesa, se je Anton začel premikati. Kraj, kjer je padel, ni bila označena pot, zato tam ni bilo nobenih orientirjev ali luči. To je bila divja gora, kjer je strm sneg prehajal razrahljano skalo, nato pa spet v strm sneg. In ne pozabite, to je bilo ob 22 uri. Tako je bila popolna tema. Ni imel pojma, kje točno je, a je z absolutno gotovostjo vedel, da je cesta spodaj. Samo še naprej se je moral spuščati in gora se bo sčasoma razlila proti dnu doline, kjer poteka cesta SR20. Ni se usmerjal, samo sledil je tej brutalni logiki. Vendar si morate predstavljati njegov dejanski položaj na tej gori. Ni mogel preprosto vstati in hoditi, pobočje je bilo prestrmo, njegovo telo pa preveč zlomljeno. Ni imel vrvi, da bi se lahko spustil. Namesto tega se je moral obrniti proti gori in pritisniti prsi ob leden sneg, da bi imel težišče čim nižje. Z uporabo lednega orodja, ki ga je našel med razbitinami, se je v bistvu plazil nazaj po žlebu navzdol. Ostro kovinsko konico je zapičil v led nad sabo, škornj je spustil za nekaj centimetrov, previdno prenesel težo nanje, nato pa orodje spet izvlekel in to ponavljal znova in znova, vedno niže in niže. Ko se je strm sneg končno končal in se je gora izravnala v gozdno mejo, ni postalo nič lažje. Ni bilo nobene poti, po kateri bi lahko hodil. Moral se je vleči čez nazobčane, nestabilne balvane in se slepo spotikati skozi gosto, težko grmičevje in podrto drevje. S tem terenom se je boril vso noč. Približno ob 7 uri zjutraj v nedeljo je končno zagledal ravno, sivo črto ceste SR20, ki je sekala skozi drevesa. Še ni vedel, a v teh 8 urah se je spustil in vlekel svoje razbito telo skozi skoraj 3/4 milje brutalne alpske divjine. V stanju, v katerem je bil, je to resnično nadčloveško. Ko je Anton končno prišel do svojega avtomobila, ni imel s seboj ničesar razen zlomljenega telesa in težkih misli. Iz žepa zadrgo na sebi je vzel ključe avtomobila, saj je imel navado, da ima ključe vedno pri sebi, in že je nameraval vstopiti in se odpeljati, ko je opazil nekaj, kar ga je iskreno skoraj pripravilo do tega, da bi od frustracije skoraj zakričal. Njegova pnevmatika je bila nekako spuščena. V skoraj vsaki drugi zgodbi je to trenutek, ko se preživeli zlomi. Sedejo na odbijač, zaprejo oči in pustijo, da podhladitev opravi svoje. Toda Antonu je uspelo odpreti prtljažnik, najti dvigalko in rezervno pnevmatiko, ter z rokami, ki so bile verjetno že odtrple v kremplje, zamenjati tisto pnevmatiko. Sedel je za volan, obrnil ključ in se odpeljal po pomoč. Travmatska poškodba možganov mu je popolnoma zmedla prostorsko zaznavanje.
Njegov zmeden se je samodejno usmeril proti domu v Seattlu na zahodu. Namesto da bi se peljal 24 km vzhodno proti mestu Mazama, kjer bi lahko takoj dobil pomoč, se je dejansko peljal 64 km proti zahodu. Ni vedel, da gre v napačno smer in ni bilo nikogar, da bi ga popravil. Na neki točki mu je popustila zbranost in avto je skoraj trčil v betonski most. Anton se niti trznil ni. Bil je potnik v telesu, ki se je dejansko ugašalo. Preprosto je poravnal volan in nadaljeval z vožnjo. Samo opravljal je rutinska dejanja. Ob 7:30 zjutraj je končno zagledal luči objekta Seattle City Light v majhnem mestu New Halem. To je eno zadnjih krajev v Washingtonu, kjer še vedno deluje telefonska govorilnica. Parkiral je, našel telefon in poklical 911. Ko se je klic vzpostavil, se je najprej opravičil operatorju zaradi svojega glasu. Potem je rekel: "Moja celotna ekipa je padla. Moj obraz je zelo pretepen. Moje roke in moje rebra. Komač diham. Ampak počutim se v redu. Mislim, da ne potrebujem nujne pomoči." Moški je imel počeno lobanjo, zlomljena rebra in verjetno nekaj notranjih krvavitev, a njegova iskrena ocena je bila, da ne misli, da potrebuje takojšno zdravniško pomoč. Morda se sliši neverjetno ali celo junaško, a prav to je bil najjasnejši dokaz, kako blizu je bil Anton temu, da zavedno zapusti ta svet. Poglejte, po hudi poškodbi glave obstaja pojav, ki se imenuje lucidni interval. To je strašljivo časovno okno, v katerem se pacient zdi popolnoma v redu, čeprav notranje krvavitve povzročajo pritisk, ki ga bo na koncu pokopal. Anton se ni delal trdega, niti ni poskušal biti junak. Njegovi možgani so bili preprosto v stanju šoka in skrajne osredotočenosti, ki ga je ščitil pred resničnostjo, da umira. Ko je pomoč prispela v objekt Seattle City Light, niso našli tistega v redu moškega iz telefonskega klica. Našli so moškega, katerega obraz je bil maska krvi in modric, iz ušes pa mu je še vedno iztekala bistra tekočina, kar je nedvoumen znak zloma baze lobanje. Takoj so ga s helikopterjem prepeljali v Harborview Medical Center, kjer so razkrili celoten obseg njegovih poškodb. Anton je utrpel obsežen epiduralni hematom. Počena arterija je črpala kri v ozek prostor med njegovimi možgani in lobanjo. Pritisk v njegovi glavi pa je bil tako močan, da je fizično premikal njegove možgane iz središča. Bil je le nekaj minut oddaljen od gotove smrti. Zdravniki so ga morali dobesedno spraviti v umetno komo, da so ustavili krvavitev, preden so lahko opravili nujne operacije. Anton je dneve preživel na robu med življenjem in smrtjo, a mu je uspelo. 6 dni je preživel v bolnišnici Harborview, preden so ga odpustili na nadaljne zdravljenje. Bil je edini preživeli. Ko je bil dovolj pri močeh, da je lahko govoril, je sedel s preiskovalci gozdne službe in se pogovoril o tem, kaj se je v resnici zgodilo. In hitro je postalo jasno, da je to, kar se je tam zgodilo, zgodba o tem, kaj se zgodi v človeškem umu, ko se izčrpanost, zaupanje in časovni pritisk združijo v popolnoma napačnem trenutku. Najprej, 4 plezalci so bili prijatelji. Ko si privezan na nekoga na resni gori, ta vrv pomeni: zaupam ti svoje življenje. Po letih prijateljstva in 11 urah napornega plezanja je bilo to zaupanje znova in znova pridobljeno. Tako da, ko so našli tisti zarjaveli klin, nihče ni rekel ničesar, ne iz malomarnosti, ampak iz zaupanja. V bistvu so si mislili, on je to pogledal, ve, kako izgleda dobro sidrišče. Če ne bi bilo v redu, bi kaj rekel. Anton je posebej povedal preiskovalcem, da je domneval, da sta bodisi Tim ali Višnu bolj izkušena moška to preverila. Tako enostavno je sedeti v topli, varni sobi in reči, da bi jih en hiter ponovni pregled tistega sidrišča rešil. Toda to popolnoma prezre resničnost tiste stene. Z gravitacijo so se borili že 11 izčrpavajočih ur. Njihova telesa so bila izmučena. Snežilo je, tema pa se je bližala. Tisti en zarjavel klin je bil v tistem trenutku preprosto njihovo zadnje upanje, da pridejo domov. In ko je popustil, so 3 možje izgubili življenje. Zdaj pa poslušajte, vsak mesec naredim en video samo za Patreon. Opozorila so bila prisotna. Nikjer drugje ga ne boste videli. Če vas to zanima, so povezave v opisu. Obstaja še ena stvar, ki je oblasti ne morejo razjasniti glede te nesreče. Kako je Anton preživel? Kako lahko človek pade z višine? 40-nadstropnega nebotičnika se prevrti skozi smrtonosno mešanico granita in ledu, se zbudi z luknjo v lobanji in nato izvede podvig vzdržljivosti, ki bi zlomil profesionalnega športnika.
Poročilo gozdarske službe na to dobesedno nima odgovora. V poročilu piše: ni trdnih pokazateljev, kako je plezalec 4 preživel padec, saj so plezalci 1, 2 in 4 vsi padli z enake višine in bili podobno pritrjeni na klin. Za gozdarsko službo so bili številke, v resnici pa so žene in matere čakale, da bodo njihovi možje in sinovi stopili skozi vrata in z njimi praznovali materinski dan. Poročilo je v bistvu povedalo, da glede na vse podatke, Anton ne bi smel preživeti. Ko pa ponovno preučiš brutalnost tega padca, je edina razlaga ta, da ga je niz neverjetno srečnih okoliščin nekako obdržal pri življenju. Prva stvar je oblika grepe, v katero je padel. Čeprav je bil to 120-metrski padec, Anton ni udaril v goro kot steklenica na pločnik. Zgodnjezimski žleb je imel približno 45-stopinjski naklon. Zaradi tega naklona je med padcem drsel in se kotalil. Vsakič, ko je njegovo telo zadelo ob snežno zaplato ali zdrsnilo čez ledeno površino, ga je gora upočasnjevala in mu odvzemala zagon na 1000 majhnih načinov, namesto da bi ga ustavila z enim končnim, silovitim sunkom. Potem je tu še blazina. Spomnite se, bil je maj. Gora je bila v močni, mokri odjugi, zato to ni bil trd led januarja, ki ob stiku lomi kosti. Sneg na pobočju gore je bil težak in mehak. Tako da, ko je Anton končno dosegel dno tistega 120 metrov dolgega padca, ni treščil vziti z opeke. Treščil je v ogromno, mokro vzmetnico pomladanskega snega. Ta sneg se je pod njegovo težo stisnil in absorbiral kinetično energijo, ki bi mu uničila notranje organe, če bi namesto tega padel na suh kamen ali zamrznen led. Potem je tu še sama zmešnjava. Anton se je zbudil prepleten v mrežo vrvi in opreme. Čeprav je vrv tista, ki je vse potegnila navzdol, je morda prav ona Antona obdržala pri življenju, saj je delovala kot kaotično zavorno padalo z velikim trenjem. Teža ostalih 3 plezalcev je za Antona delovala kot mehanska zavora in ga dovolj upočasnila, da je ublažila najhujši del padca. A najbolj neverjeten dejavnik, ki ga je tisto noč rešil, je bil mraz. Ko je Anton ob 22. uri ponovno prišel k zavesti, je bil že podhlajen. Običajno je to smrtna obsodba, vendar je za moškega zlomljeno lobanjo tisti ledeni zrak znižal njegovo telesno temperaturo, kar je upočasnilo presnovne procese, ki bi sicer povzročili hitro otekanje možganov. Dejansko je to njegovo glavo za kratek čas ohladilo, kot ledeni obkladek, dovolj dolgo, da je našel tisti telefon. Neverjetno je, ko pomisliš na to. Vsaka od teh okoliščin bi mu verjetno vzela življenje, če bi bila sama. 10. maja 2025 so mu rešili življenje. Ko je Antona vprašal novinar, kako mu je uspelo preživeti, je rekel: na srečo sem preživel. Nič, kar sem naredil, ni bilo izjemno. Imel sem samo srečo. Sreča. No, to je en način, kako to povedati. Ta skupina prijateljev je dovolila, da jih je časovni pritisk zaslepil za usodno napako. Ampak ta naslednji plezalec je eden najbolj natančnih, obsesivnih alpinistov v človeški zgodovini. Preživel je eno najbolj smrtonosnih skalnih sten na svetu. Preživel je celo nasilno množico, ki ga je poskušala ubiti z lednimi cepini na 7000 metrih nadmorske višine. Nekega jutra je stopil iz šotora, da bi se malo ogrel na 2700 metrih nadmorske višine. Kar se je zgodilo potem, nima nobenega smisla.